Torej, lepo pozdravljeni. Jaz bom kar začela z dejstvom. In sicer Slovenija so kmetja, mladi kmetja. In kmet ni samo nekdo, ki prideluje hrano, kmet je nekdo, ki nas hrani. Vsak dan, večkrat na dan. Zdaj že to bi lahko bilo dovolj, vendar ne moremo spregledati dejstva, da je kmet ključen člen tudi pri ohranjanju okolja, krajine, pri zaposlitvah na podeželju, pri razvoju podeželja, na kar je vezan turizem, torej veliko dodane vrednosti, toda malo, premalo plačila. Dobar dan, moje ime je Uroš Vraček, prihajam iz družinske kmetije v srču Slovenskih Goric. Ukvarjamo se z živinorejo, perutninarstvo in poljedelstvo. Največji problem slovenskega kmetijstva je zemljišča ter nizka odkupne cene proizvodov, ki jih mi dodajamo, ter problem z odkupnimi cenami mleka. Torej na nas vseh deležnikih, ki smo danes tukaj in vseh, ki jih ni, potrošniki, ministrstvu, zadrugah, ostalih organizacijah, nevladnih organizacijah, je dolžnost, odgovornost, da vzpostavimo takšen sistem, kjer bo kmet, naš mladi kmet lahko kmetoval in si bo s svojim kmetovanjem prislužil primeren dohodek za dostojno življenje. Zdaj potrebujemo takšno okolje, kjer bo biti kmet verodostojen poklic, za katerega se bodo mladi radi odločali, bodo v tem videli priložnost in bodo to delali s ponosom. Malo kmetijske kmetije, ki veliko okrog 20 hektarov, ukvarja se živinorejo, predoloča ponuda je povedarja, okrog malo čez 50 glav živina. Izzivi v kmetijstvu, kmetijo bom prevzel, če bo boljši čas v kmetijstvu, kot mladi prevzemnik se vidi v tem, ko vidi kaj v letu 2020, boljši že do leta 2020, če se bodo stvari, veliko cen, mleka, sok, vseh drugih boljših polo izboljšala, Če je to mladih kmetov, nadlažje prišli do kmetijskih zemljišč, so velik problem, vsem pri nas na severovzhodnem delu Slovenije, da bi se malo cena mleka zvišala oziroma ostala na neke cene, ki pokriva stroške in obenem še nam omogoča, da lahko v kmetijo investiramo, da ne samo delamo za stroške pri reji mleka. To je bilo to z moje strani. No in zato smo danes tukaj, no saj morali bi biti. Vi imate instrumenta, ste na položajih, imate moč, mladi kmeti pa imajo izzive in pobude, s katerimi se soočajo. To so pobude, ki pridejo direktno z hleva, z njive, sadovnjaka. To so pobude, ki jih moramo vplesti v kmetijsko politiko. To lahko doda kmetijstvo samo učinkovitost, uspešnost in gospodarnost in zato je vaša odgovornost, torej vaša dolžnost, da te pobude upoštevate. Daneskrat smo veliko slišali, moramo se vprašati, moramo razmisliti, potrebno se je vprašati. No, vprašajmo se, kaj torej mladi kmet potrebuje? S čim vse se sooča? Sem Davorin Selinšek in prihajam iz Starš na Dravskem polju. Naša kmetija je usmerjena v prirejo mleka in tudi predalavo. Največji izziv vidim v birokratskih zadevah, namreč da ne bi bilo potrebno toliko časa za izpolnjevanje evidenc in da bi se vse skupaj poenostavilo in postalo bolj digitalizirano, saj smo danes mladi zelo tehnološko ozaveščeni sodobnih tehnologij. Tudi cene pridelkov bi morale biti višje, saj da kmetje s tem zaslužimo dostojno plačilo in tudi s tem dostojno živimo. Na enem izmed naših srečanj je mladi kmet... Prihajam iz Dravskega polja, Na enem izmed srečanj je mladi kmet povedal, da je kupec kmetu ni pripravljen dati 10 centov več, potem pa da v lekarni 30 evrov in več. Mladi kmetje so se pripravljeni odpovedati subvencijam, ampak so trenutne cene takšne, da ravno neposredna plačila predstavljajo glavnino dohodka na kmetiji. Sem Jernej Severin, prihajam iz Dravskega polja, točno iz Mihovc. Ukvarjamo se z kmetijskimi uslugami, to jih opravljamo vsem kmetom v tem Podravju, kar v širši okolici. Zdaj eni kmetje, ki obdeluje, niso zadovoljni z plačilom pridelkov, to sicer mi tudi, ker sami obdelujemo zemljo, pridelujemo tudi krompir, letine so sicer zdaj slabe, da bi to seveda lahko tisti pridelek
dosegel, ki bi ga ne moreš, pa da bi ga potem prodal, saj ni takšne cene, ki bi si jo želel. Torej, ključno je, da potrošnik prepozna lokalno, to je slovensko hrano in je zanjo pripravljen plačati primerno ceno. Zdaj, ozaveščanje potrošnikov, da je naša hrana, torej slovenska hrana, res kakovostna in zdrava, je ključnega pomena. Se bodo le tako potrošniki znali ceniti to hrano in bodo zanjo pripravljeni plačati tudi primerno ceno. Imamo izbrano kakovost Slovenije. Zdaj, mladi kmetje se sprašujejo, kdaj se bo ta izdatek poznal tudi pri njihovih dohodkih. Torej, cene smo prej videli, se v trgovinah povečujejo, vendar samo na strani trgovcev. Janez Rjavec, kmet iz Rogaške Slatine. Upam, da izbrana kakovost ne bo dobičke prinesla samo predelovalcem in trgovcem, da bomo v končni fazi tudi kmetje imeli kaj od tega z višjo ceno pridelka. Toda potrošnika pri tem ne smemo zmesti. Zdaj imamo izbrano kakovost in izbrano kakovost Slovenije. Že kmet, ki se poglobi v ta dva znaka, je zmeden. Torej, dvojna izbrana kakovost. Zdaj, kako da ne bi bil zmeden kupec? Pozna sploh razliko kupec med tema dvema znakoma? Mladi kmetje pravijo, to je zavajanje in prevara potrošnika. Potem se pa sprašujemo, zakaj, ko se nekako kupec ozavesti, ne zaupa v to naše poreklo. Zato, ker ga ne znamo zagovarjati in zaščititi pravega porekla. Ampak tudi to še ni vse, s čim se soočajo mladi kmetje. Seveda mi moramo omogočiti dostop do kmetijskih zemljišč, poenostaviti birokracijo, vzpostaviti platformo za digitalizacijo in bolj učinkovit ter fleksibilen sistem, torej jim omogočiti, da bodo kmetovali in jih pri tem ne obremenjevati in seveda omejevati. Povežem, trenutno še študent, odločen sem pa za prevzem družinske kmetije. Po mojem bi se mogel sam sistem sprejemanja kmeta spremeniti. Saj že sam podatek, da v celi srednji šoli smo se za kmetovanje samo dva odločila. Doma se ukvarjamo z predelavo mleka, trajaš malo več dopolnilne dejavnosti, vendar smo že praktično nas obravnavajo kot podjetje, imamo veliko inšpekcijskih nadzorov, na katerih se stvari preveč komplicirajo in je zato za navadnega kmeta zelo obremenjujoče delo. Z tega vidika bi predvsem se moglo več stvari poenostaviti. Mladi kmetje pa velikokrat izpostavijo tudi neenakost med kmetje. Jaz sem pravi kmet, kmetujem po vseh pravilih, potem pa ima več pravic kot jaz nekdo, ki je samo kmet na papirju. Torej ima star traktor, zmulča, pokasira subvencijo in kmetuje brez, da bi kdajkoli karkoli pridelal. Kdo je zdaj torej kmet? Kdo je tisti pravi kmet? Sem Dejan Kokot iz okolice Šmarje pri Jelšah. Živim na povprečni slovenski kmetiji, 6 hektarov primerljivih zemljišč, neustrezen nobenim pogojem za prevzem kmetije, sem zaposlen, samo zaposlen z SP-jem, delam za podjetje in kolebam med prevzemom kmetije ali ostanem zaposlen in opustimo kmetovanje. Tako da dajte na mizo karte, preračunate med tistim, ki dobijo socialno podporo ali kmetom, komu se boljše godi. Mladi kmetje pa opozarjajo še na javno mnenje, ki kmeta prikazuje kot nekoga, ki onesnažuje okolje. Ravno nasprotno. Mladi kmetje so tisti, ki se najbolj zavedajo, da kmetijstvo in varovanje okolja ne samo, da gresta z roko v roki, ampak da sta že tako močno povezana, da sta skoraj eno. Ni kmeta brez okolja in ni okolja brez kmeta. Mladi kmetje zahtevajo, da se zaščitijo najboljša kmetijska zemljišča, dolgoročni izziv pa je, kot je bilo že rečeno, zaposlitev vseh družinskih članov na kmetiji. Zveza slovenske podeželske mladine je nevladna nacionalna organizacija, ki zastopa interese mladih s podeželja, združuje podeželsko mladino in pa mlade kmeta
In ker so ravno mladi kmetje soustvarjajo lokalno okolje, smo vse slovenske občine povabili k sodelovanju, da skupaj z nami organizirajo srečanja mladih kmetov, ker mladi kmetje predstavijo izzive, pobude, s katerimi se srečujejo in nekako skupaj oblikujejo to dolgoročno strategijo. Zdaj odzvalo na našo pobudo se je odzvalo manj kot 10% slovenskih občin, torej kar 90% slovenskih občin mladih kmetov ni prepoznalo kot ene izmed svojih priložnosti in jim mladi kmetje ne predstavljajo prioritete. Čeprav so mladi kmetje prihodnost razvoja slovenskega podeželja. Sem Andrej Goleš, iz okolice Šmarja pri Jelšah. Oba z ženo sva zaposlena doma na kmetiji, imamo 4 otroke. Upam, da bodo razmere v kmetijstvu takšne, da se bodo tudi moji otroci odločili, da bodo nadaljevali moje delo in da najino delo in trud ne bo stran vržen počasni pomen. Torej, mladi kmeti na teh srečanjih podajo res konstruktivne predloge, ki so pomemben gradnik strategija. Vse te predloge posredujemo tudi na relevantne institucije z področja kmetijstva, zato vas res vse vabim, da preučite ta poročila in da jih vpletete v kmetijsko politiko, ker predstavljajo temelj prihodnosti kmetijstva. Zdaj, namen teh srečanj je tudi, da se mladi kmeti spoznajo, povežejo in začnejo mogoče poslovno sodelovati. Veseli nas, da mladi kmetje želijo sodelovati, čeprav so zaradi preteklih izkušenj predhodnih generacij, slabih izkušenj, nekako previdni, ampak nas veseli, da to prepoznavajo kot priložnost. Se zavedajo, da je pri povezovanju, izmenjevanju znanj in izkušenj pomembna konkurenčna prednost, ki jo lahko dosežejo ob svojem kmetovanju. Zavedajo se tudi, da je potrebno razmišljati v smeri sodelovanja pri nabavi repromateriala, pri povezovanju pri trženju, potem prodaji, pri uporabi skupne mehanizacije. Torej, organiziranje kmetov je pomemben mejnik in želja po povezovanju torej je, smo pa mlade kmete povprašali, zakaj pa torej se nekako bolj aktivno ne vključujejo v zadruge. Zdaj, mladi kmeti, odgovori mladih kmetov so bili podobni. Ker že ime pove, za koga delajo, za druga. To je seveda treba spremeniti. Zadruga menijo mladi kmetje, da so si med seboj konkurenti. So na 15 km, ampak imajo vsak svoje cene. Pa tudi, ko kmet pride v zadrugo, nekako ima občutek, da kupuje po maloprodajnih cenah. Se pa mladi kmetje enotno strinjajo, da so zadruge, temelji zadrug dobri, ampak jih je treba malo prevetriti. Zdaj, pri zadrugah je še veliko rezerva, ampak je tudi nujno, da se nekako začne mlade kmete vključevati v organe upravljanja. Pa me zanima, glede na to, da je ta struktura zdaj pretežno zadružniška, kdo od prisotnih je tu zdaj mladi kmet? Če mogoče dvignete roko. Mladi kmet, torej nekdo, ki je s kmetije in je star do 40 let, 1, 2, bravo. Upam, da sta močno vpletena v organe upravljanja in seveda želimo, zahtevamo, da se ta struktura spremeni, da bodo tudi mladi kmeti vključeni v te pomembne odločitve. Mladi kmeti imajo veliko interdisciplinarnih znanj, veliko idej in zagnanosti, zato je prav, da jim damo priložnost in ne samo, da jim prisluhnemo, ampak da so oni tisti, ki imajo moč besede udejanjiti. Torej, da bo okolje, v katerem bodo kmetovali, v prihodnje bolj stimulativno. Mladi prevzemnik je v odprtem pismu, namenjenem vam vsem, zapisal: Sem mladi kmet Jani Čelan iz okolice Ptujske Gore. Na naši kmetiji se ukvarjamo s prirejo mleka, vzrejo plemenskih telic in poljedelstvom. Hlevo imamo od 150 do 170 glav živine in obdelujemo cirka 70 hektarov kmetijskih zemljišč. Kmetijstvu vidim naslednje probleme. Preslabo sodelovanje in povezanost kmetov med seboj, kar politika odlično izkorišča. Prenizke cene outputov in previsoke cene inputov. Necenjenost kmeta in njegovega dela, posledično nezainteresiranost ljudi za zaposlitev na kmetijah. Preveč birokracije na kmetijskih gospodarstvih. Razdrobljenost kmetijskih zemljišč, Natura 2000 ter prepoved agromelioracij, posledično imamo na sredini obdelovalnih površin spomladi in jeseni površine stoječe vode.
zaposleni na ministrstvu s pomanjkanjem praktičnih kmečkih izkušenj, prekomplicirano pridobivanje gradbenih dovoljenj za kmetijske objekte na kmetijskih zemljiščih, kar je za tuje investitorje in politične interese rešeno v enormno kratkem času, previsoki komunalni prispevki za kmetijske objekte, plačilne pravice vezano na hektar kmetijskih zemljišč in ne na pridelavo hrane, izvažanje pridelkov kot surovina, namesto da bi se predelali v končne izdelke za potrošnika, imamo svoje mlekarne, svoje klavnice, svoje zadruge, komplicirano sestavljeni razpisi. Zelo rad bi videl ministra in vsaj nekaj uslužbencev ministrstva in agencije, da bi se letos na dopust odpravili na različne slovenske kmetije in se teh nekaj dni postavili v vlogo kmeta in opravljali njegovo delo tako, da bodo hkrati s fizične in psihične strani spoznali življenja kmeta. Po letu 2020 bi srčno rad spremenil odgovor kmeta na vprašanje, kako je kmet, slabše kot lani, a boljše kot drugo leto. Spoštovanjem do kmeta, politikov in državljanov Republike Slovenije, Jani Čelan. Svoje zgodbe je tu zdaj predstavilo samo nekaj mladih kmetov. Torej vsi ti izzivi potrebujejo rešitve in zdaj je čas, da se te rešitve udejanjijo. Mladi kmetje so tisti, ki imajo kar nekaj odgovorov, samo vprašati jih je potrebno. Mi smo mlade kmete povprašali, kaj jih asociira na pogledi mladih na prihodnost kmetijstva po letu 2020. Zdaj podali so naslednje odgovora. Cene, rekel, boljše odkupne cene pridelkov, ampak ne na račun potrošnikov, ampak na račun manjših trgovinskih marž, pa manjše davke na zemljo. Ambrož, kmetijstvo v prihodnje bi bilo lažje z manj birokracije, ukinil bi tudi davčne blagajne za kmetijske dejavnosti, ki pridelujejo in predelujejo lastne izdelke in pridelke. Slavica, pozornost naj se nameni razvoj infrastrukture, vrtci, šola, oskrba ostarelih, javni prevoz, pošte, trgovine, aktivnosti, svetovanje, ki bo omogočila kvalitetno življenje mladim na podeželju in zaposlitev za člane manjših kmetij, ki ne omogočajo preživetja vseh družinskih članov iz kmetijske dejavnosti. Ervin, želel bi imeti kmetijstvo z manj birokracije, pa da bi imeli čisti kmetje prednost, pa da bi imela družba drugačen odnos do kmetov. Nina, država in lokalne skupnosti naj mladim kmetom predstavljajo pomoč, ne pa breme in oviro. Mladi kmetje v Sloveniji so zagnani in inovativni, ne glede na razmere. Namesto, da bi država to spodbujala, se mladi kmet mora ukvarjati z neskončno birokracijo, predolgimi postopki, neskončnim čakanjem na prostorske načrte, s pomanjkanjem zemlje, ki izginja v druge namene. Da se stvari izboljšajo, pa se je treba še bolj povezovati, iskati skupne predloge in rešitve, ne pa težav. V prihodnosti si želim predvsem to, da bi kmetijstvo bilo bolj cenjeno. Da bo bolj cenjeno delo, bolj cenjen trud, bolj cenjeni naši izdelki, produkti in bi se potem to tudi odražalo na dejanske vrednosti. Torej, nova kakovostna delovna mesta na podeželju, digitalizacija, krožno gospodarstvo, cvetoče podeželje, pravičen dohodek, odporen kmetijski sektor, vse to so izzivi, s katerimi se bodo še soočili v prihodnosti dodatno mladi kmetje. Zdaj skupaj z vsemi vami pozivamo vas, da se vzpostavi takšno okolje, ki bo mlademu kmetu omogočilo pravičen dohodek in dostojno življenje. Veseli nas, da so te izzive prepoznali na kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki bo letos v znamenju mladih kmetov. Vodstvo sejma se zaveda, da bomo samo tako, da bomo mladim kmetom pomagali zgraditi okolje, ki ga potrebujejo, da bo lahko mladi kmet uspešen, bo lahko kmetoval in se bo odločil za kmetovanje. Torej, tudi vse vas vabim, da ne samo na letošnjem sejmu in ne samo letos organizirate aktivnosti, ki bodo doprinašale kmetijstvu in ki bodo mlademu kmetu predstavljale priložnosti in se bo odločil za kmetovanje. Prej sem delal 4 leta na gradbeni firmi, sicer bil tako počitniško, samo nobenega šita ne več imel za to delo na kmetiji. Tu delaš sam, delaš noben te mislim, zabavljate inšpektorje, ampak na koncu vseeno si razporediš delo, pa narediš tako, kot sam češ. In naj tudi zaključim z dejstvom. Kmetijstvo ni poklic, je način življenja in postati mora vrednota.